Papež Frančišek je med jutranjo mašo v domu svete Marte izpostavil, da je učenec poklican hoditi, da bi služil, ter zastonj oznanjati evangelij. S tem bo premagal prevaro, da rešitev prihaja od bogastva. V ospredju papeževe homilije so bile 3 besede: hoja, služenje, zastonjskost. Današnji evangelij govori o Jezusu, ki učence pošlje oznanjati veselo novico. Pošlje jih na pot, ki pa ni nek sprehod, pošlje jih z napotilom, naj oznanjajo evangelij, naj gredo ven in ponesejo evangelij zveličanja. To je naloga, ki jo Jezus zaupa učencem. Če učenec ostane nepremičen in ne izstopi, če ne da drugim tistega, kar je prejel po krstu, ni pravi Jezusov učenec. Manjka mu misijonskost, manjka mu izhod iz samega sebe, da bi nekaj dobrega ponesel drugim. Il percorso del discepolo di Gesù è andare. Pot Jezusovega učenca je iti onkraj, da bi ponesel to dobro novico, je pojasnjeval papež Frančišek. Ma c'è un altro percorso del discepolo di Gesù. Obstaja še neka druga pot Jezusovega učenca, notranja pot, pot v sebi, pot učenca, ki išče Gospoda vse dni, v molitvi, v meditaciji. Po papeževih besedah mora učenec opraviti tudi to pot, kajti če ne bo vedno iskal Boga, bo evangelij, ki ga prinaša drugim, slaboten, razvodenel in brez moči. Ta dvojna pot je dvojna hoja, ki jo Jezus želi od svojih učencev. Druga beseda, ki jo je sveti oče izpostavil med homilijo, je služiti. Učenec, ki ne služi drugim, ni kristjan, je zatrdil. Učenec namreč mora delati tako, da bo sledil 2 stebroma krščanstva, ki ju predstavljata 2 Jezusova govora. Najprej govor o blagrih, nato pa še Jezusove besede o načinu, kako bomo sojeni, o čemer beremo v 15. poglavju Matejevega evangelija. Ta 2 stebra predstavljata okvir, ki je lasten evangelskemu služenju. Se un discepolo non cammina per servire. Če učenec ne hodi, da bi služil, hoja ničemur ne služi. Če njegovo življenje ni za služenje, ne služi življenju kot kristjan, je dejal Frančišek in dodal, da je v tem skušnjava egoizma. Ja, sem kristjan, kar se mene tiče, sem miren. Hodim k spovedi, k maši, izpolnjujem zapovedi. A pomembno je služiti drugim. Služiti Jezusu v bolniku, zaporniku, lačnemu, golemu, kar nam je Jezus dejal, da moramo delati, ker je On tam. Služiti Kristusu v drugih.